Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je nedavno sprejela novo ureditev področja medicinskih pripomočkov. Po 20 letih bomo dobili prvi seznam medicinskih pripomočkov, ki jih bodo bolniki lahko še dobili na tako imenovano naročilnico zdravstvenega zavarovanja. Pomembna novost za uporabnike slušnih aparatov je, da bo zavarovalnica v drugi polovici letošnjega leta v sodelovanju s stroko in uporabniki določila osnovni standard kakovosti za slušne aparate. Opredelili bodo torej natančne karakteristike slušnih aparatov, ki jih bo zdravstvena zavarovalnica v prihodnje financirala. Do zdaj teh pravil ni bilo. Vsak uporabnik se je lahko sam odločil, kaj bo kupil. Če je bila cena višja od plačila zavarovanja, je razliko doplačal. Zdaj pa bodo doplačila možna le za slušne aparate, ki bodo uvrščeni na seznam. Načrtujemo pa, da bomo sledili tudi napredku tehnike in tehnologije. In menim, da bodo slušni aparati, ki bodo v novem seznamu z digitalno tehnologijo. Standard je možen tudi v novi ureditvi za tiste konkretne tipe aparatov, ki bodo uvrščeni v seznam. Torej, tipe aparatov, ki ne bodo uvrščeni v seznam, iz kateregakoli razloga, v teh primerih je pa res plačilo v celoti. Poudaril bi še, da je razlika v novem sistemu in sedanjem sistemu v tem, da v sedanjem sistemu mi ne preverjamo nobenega izmed tipov slušnih aparatov, ker nimamo določenih standardov kakovosti. Kar pomeni, da to, kar se izdaja v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, brez doplačila določa dobavitelj. In vsi ostali slušni aparati so lahko kot nadstandard. Torej, v novem sistemu je situacija drugačna. Cilj zdravstvene zavarovalnice je po besedah Perkiča zagotoviti boljšo kakovost slušnih aparatov za uporabnike in uveljaviti večji vpliv zavarovalnice na njihove cene. Po novem sistemu bo namreč marža za dobavitelje omejena, največ 15% cene. Vsi, ki bodo imeli interes, bodo lahko svojo poslovno odločitev prilagodili zahtevam zavarovalnice, ki pa je, kot skrbnik javnega denarja, odgovorna, da so cene sprejemljive za javna sredstva. Danes Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije nima vpliva na marže pri dobaviteljih slušnih aparatov. V bodoče pa si želimo seveda, da bi se pogajali o cenah bolj aktivno kot danes. Na podlagi znanih standardov kakovosti se bomo o cenah z njimi pogajali. Mi ne bomo vztrajali na nizkih cenah, ki bi uničile trg slušnih aparatov, ampak si zgolj želimo, da na podlagi znanih standardov kakovosti na novo pridemo do cen, ki so primerne za Slovenijo, in da hkrati še vedno omogočimo določen izbor slušnih aparatov za zavarovane osebe. Po našem mnenju je smiselno, da bi na slovenskem trgu bil še kakšen dobavitelj slušnih aparatov, ampak seveda v tem delu predvsem gre za poslovno odločitev. Z vidika zavarovanja oseb pa menim, da bi bilo prav. Načrtovane spremembe me pravzaprav skrbijo. Ne vem, če so ravno v korist uporabnikov. Nujno je sicer spremeniti obstoječe standarde, ki obstajajo, vendar menim, da imamo uporabniki in pa Zavod za zdravstveno zavarovanje na določene teme, bom rekla, iz te predlagane zakonodaje različne poglede, kar bo vsekakor nujno potrebno uskladiti. Zdravstvena zavarovalnica sicer zagotavlja 19 skupin pripomočkov, kar pomeni 450 vrst medicinskih pripomočkov. Na letni ravni zanje porabijo 90 milijonov evrov. V letu 2020 načrtujejo, da bodo za slušne aparate namenili 6,7 milijona evrov.
Vsako leto prvič prejme slušni aparat okrog 1800 oseb, vseh uporabnikov pa je približno 75 000.